Dober večer, lepo pozdravljeni vsi skupaj na decembrski večerni akademiji, ki nosi naslov Osamosvajanje in odhod od doma. Moje ime je Peter Černe in v jezuitskem kolegiju delujem kot asistent ravnatelja jezuitskega kolegija in pa kot vsebinski sodelavec. Torej, na nocojšnjem dogodku vam izrekam iskreno dobrodošlico. Dogodek poteka v organizaciji jezuitskega kolegija. Minil je mesec dni in čas je za novo večerno akademijo. Večerne akademije tvorijo serijo predavanj, ki potekajo mesečno skozi celotno akademsko leto. In tudi tokrat smo zelo veseli v vodstvu kolegija, da ste izkazali interes za naš dogodek in da ste se nam nocoj tudi pridružili tukaj v tej naši Zoom spletni sobi. Preden se mogoče malo bolj natančno posvetimo našemu nocojšnjemu gostu, pa bi želel predati še besedo ravnatelju jezuitskega kolegija Damjanu Rističu. Hvala, Peter. Hvala predvsem gostu Mihi Rutarju, ki se je odzval velikodušno, da naslovi to temo, ki je aktualna vse življenje, pravzaprav, še prav posebej pa za ljudi, ki so v študentskih letih, ki delajo življenjske odločitve, ki vendarle zahtevajo nekaj odločitve, tudi odločitve od primarne družine. Pozdravljam vse, ki ste se pridružili tej večerni akademiji. Vesel sem, da nas je kar nekaj v lepem številu. In preden predam nazaj besedo Petru, pa želim vsem blagoslovljen Božič in vesele božične praznike, ker to bo zdaj zadnja moja beseda, kasneje bom prepustil vse Petru in pa gostu. Želel sem vam pa to izreči. In upam, da boste lepo praznovali in da se vidimo tudi v nadaljnjih akademijah čez leto. Hvala vam. Hvala za ta nagovor. Nocoj je torej gostujoči predavatelj z nami dr. Miha Rutar, ki ga prav tako v imenu jezuitskega kolegija prav lepo pozdravljam. Gospod dr. Rutar je psiholog na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Tam se raziskovalno ukvarja z psihološkimi vidiki rehabilitacije po amputaciji in pa s pomočjo ljudem s kronično bolečino. Je tudi supervizant vedensko-kognitivne terapije, je doktor zakonske in družinske terapije, trenutno pa tudi specializira klinično psihologijo in deluje kot psihoterapevt. Dejaven je tudi znotraj zavoda Iskreni, kjer vodi delavnice za očete in sinove in pa skupine za očete, občasno pa sodeluje tudi v e-pripravi na zakon. In glede na tako široko strokovno ozadje in izkušnje doktorja Rutarja lahko nocoj zagotovo pričakujemo en tak strokoven, poglobljen in pa predvsem zanimiv uvid v naslovno tematiko tega predavanja, torej osamosvajanje in odhod od doma. Preden pa dokončno predam besedo našemu nocojšnjemu gostu, bi rad opozoril še na to, da bo gospod Rutar po koncu svojega predavanja na voljo tudi za vaša vprašanja. Vprašanje lahko ves čas predavanja zapisujete v chat. Ta funkcija se nahaja na horizontalni rodni vrstici v oknu Zooma spodaj. Nastanitve chata so takšne, da lahko svoje vprašanja pošiljate samo meni, torej da jih vidim samo jaz, kar pomeni, da je celoten postopek za vas anonimen. Kot omenjeno, lahko ta vprašanja pošiljate kadarkoli, ko v času predavanja dobite idejo za vprašanje in ko bo po koncu predavanja čas za to, bom vaše vprašanje tudi na glas prebral našemu gostu. Vnaprej se opravičujem, če bom morda vprašanje kogarkoli izpustil, namreč vprašanje bom izbiral predvsem s pozornostjo na to, da se vsebinsko ne bodo ponavljala. Zaenkrat pa je to torej z moje strani vse in sedaj predajam besedo našemu nocojšnjemu gostu, doktorju Mihu Rutarju. Izvolite. Hvala lepa za tak lep nagovor in predstavitev. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Sem vesel, da se vidimo v takem številu. No, jaz vas ne vidim, tako da malo pogrešam ta stik. Pa bom vesel potem diskusije. Se mi zdi, da mogoče pri vseh teh stvarih, ki ste jih omenili, kaj vse počnem, me še najbolj definira pa to,
ker niste omenili, da sem mož in oče 4 fantom, ker se mi zdi, da se prav v odnosih najbolj obrusimo, pa najbolj razvijamo in rastemo. To je mogoče ena od teh zablod modernega časa, da si mislimo, da se bomo lahko sami nekako zgradili skozi knjige, tako ker pač buildamo svoje telesa v fitnesih, da bomo tudi zbuildali svoj karakter skozi priročnike za samopomoč, ampak v resnici mimo odnosov ne moremo, tako da sem vesel za to povabilo za to temo, ki je v bistvu zelo ključna, kako iti od doma. Pa bi mogoče si tudi malo skozi en PowerPoint pomagali, tako da boste lažje sledili. Pa res je, kar sproti si zapisujte misli, vprašanja, dileme, pa bomo potem razčistili. Se pravi, ta odhod od doma, nekako zelo zapisano v naše gene v resnici. To je naše poslanstvo, da odidemo od doma v svet. Že v Svetem pismu piše, zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in boste eno meso. Tako, če želimo začeti eno svojo družino ali pa karkoli drugega, neko novo vizijo, tudi za tiste, ki ste ali pa ki boste neporočeni, potem za eno posvečeno življenje, pa za eno skupnost, kakorkoli, prva stvar v resnici zapustiti očeta in mater. In ta odhod od doma ni enkraten dogodek, to je v resnici en proces osamosvajanja, ki traja zelo dolgo časa in na nek način se začne že v prvih korakih in potem nadaljuje preko vseh teh majhnih odhodov od doma. Že takrat, ko otrok po enem letu zmore hoditi, ali pa ko se uči hoditi in potem prvič zakoraka iz naročja mame in očeta in gre zadaj za vogal sobe, je to že en prvi odhod in takrat se ponavadi prestraši, ker naenkrat se znajde sam v prostoru in potem začne jokati in kliče na pomoč. In to se potem še na različnih področjih, v različnih variacijah pojavlja, vsi ti odhodi, ko grejo otroci v šolo v naravi, že to, ko grejo v vrtec, recimo, ko grejo prvi šolski dan, se spomnim, kako čustveno sem doživel svojega najstarejšega sina, ko je prvič šel v šolo, ko se je poslovil od naju in zakorakal v to veliko stavbo. Je to že v bistvu en tak mini odhod, takrat sem se nekako zavedal, pa se odhaja. Ni več v najnem naročju pod najno skrbjo, ampak ga puščava v svet in tam bojo drugi ljudje in tam se bo pač novih stvari učil. In ko hodijo potem v šolo v naravi, to so za kakšne recimo res eni taki zelo stresni dogodki in seveda potem srednja šola, faks. In tukaj vas je zdaj večina, se pravi fakulteta, veliko vas živi v domu. To so vse eni taki odhodi od doma, ki pa so na nek način še zelo začasni, in se potem, ko se človek zares kot odrasel odseli, poslovi od družine, je potem pa zares en tak odhod. Pa tudi tukaj se včasih kaj zaloma, velikokrat v terapiji srečam ljudi, ki po ločitvi potem prihajajo domov in je to res lahko en blagoslov, če imajo kam priti nazaj in biti sprejeti brez očitka, ampak tako je na nek način ponovni poskus odhajanja od doma za njih. Tako se mi zdi, da v tem trenutku je zelo pomembno to zavestiti kot nekaj, kar ni enkraten dogodek, ampak nekaj, kar gradimo počasi. In v resnici je to osamosvajanje proces, ki vodi v samostojnost. Zakaj pravzaprav pomeni osamosvojitve? Če pogledamo slovar slovenskega knjižnega jezika, piše narediti kaj samostojno, neodvisno. Kaj pa zato pomeni biti samostojen? Ki dela, ravna po lastni presoji, brez vpliva ali spodbude drugega. Se pravi, biti sam svoj. Zdaj, brez vpliva spodbude drugega, to
to zelo radi slišimo, ne, ampak v resnici je to ena taka iluzija, ker da smo pod vplivom najrazličnejših dejavnikov v nas. Mi se vendarle oblikujemo v družini, tam dobimo ene te osnovne ključe, po katerih lahko razmišljamo o sebi in drugih in o svetu, in na nek način nas ta, predvsem najbolj zgodnja leta, bistveno zaznamuje v tem, kako doživljamo. Če si zdaj zamislite to situacijo, s pandemijo, so ljudje zelo različno odreagirali, zelo tudi pod vplivom teh zgodnjih izkušenj. A je ta situacija za nekaj, kar me ogroža, a je to nekaj, kar je v resnici priložnost, ker se lahko povežem z drugimi, ker lahko gradim en boljši svet, ali to nekaj, kar me zapira, kar me krči, kar me ogroža. In to so v resnici, čeprav si mislimo, da je to nekaj, kar smo dobili iz medijev, ampak je zelo gledamo informacije ali pa doživljamo informacije skozi prizmo teh najbolj zgodnjih temeljnih izkušenj. Recimo ena taka moja izkušnja, ki sem jo imel, pa ker sem jo potem šel na študiju družinske terapije ozavestil, da sem bil pri 3 mesecih hospitaliziran zaradi operacije kile. In v tistih cajtih so bile hospitalizacije otrok še brez staršev. In ker sem vsakeč, ko je mama šla, od mene se drl kot zmaj, so potem sestre prepovedale mami obisk, oziroma mi je lahko opazovala samo oddaleč, že sem vedel, da je tam. In to je, koliko je teta potem mi pripovedovala, da ko sem prišel ven, sem bil zelo priden, ubogljiv fantek. To pomeni, da se kamorkoli sem mi dal, tam sem pač čepel in bil tih, ker sem na nek način obupal nad tem, da bo kdo prišel. In to je recimo lahko ena taka izkušnja, ki se niti nisem zavedal dolgo časa, pa ki je pustila en pečat. Vsi imamo ene take izkušnje, ki nas oblikujejo. Zdaj, ker lahko naredimo v resnici, da se jih začnemo zavedati in nekako upoštevaje te izkušnje potem skušati drugače zapeljati svojo pot. Ampak to, da smo brez vpliva, to je v resnici iluzija, ali pa brez spodbude drugega, samo po lastni presoji. Zdaj, ta sposoben skrbeti sam, se preživljati sam brez pomoči drugega, zlasti staršev, to je spet ena taka, lahko ena taka pasta, da jemljemo samostojnost kot to, da smo finančno neodvisni, pa bomo o tem še malo kasneje govorili, ki pri svojem delu dejavnosti odloča sam, ne da bi moral upoštevati voljo, to je spet mogoče, zdaj tako malo provociram, meni se zdi ta opredelitev iz slovarstva knjižnega jezika čisto v redu, ampak tako skušam malo provokativno pogledati na te opredelitve, tudi tako, da malo razširim to, kaj mogoče je še biti samostojna. Se pravi to, da smo pri nekih dejavnostih sami, ne da bi upoštevali voljo ali pa zahteve drugega, se lahko tudi zelo izpridi. In zdaj imamo v tej epidemiji polne ulice ljudi, ki se počutijo, kakor da imajo svojo voljo in da ne rabijo upoštevati zahtev drugih. In vprašanje je to zares nekaj, kar kaže na samostojnost. Gospodarsko-politična nevezana druga, ki je že sam zase celota, ki ni del česa drugega, ki ni povezan v sklopu z drugimi. To je lahko tudi ena izmed teh pasti, da se potem osamimo v želji, da bi pokazali, da zmoremo biti sami. Pa bomo tudi o tem že kaj rekli. Na nek način lahko rečemo, da imamo več brez samostojnosti. Zdaj zelo odvisno, koga vprašamo, kaj pomeni biti samostojen. Zdaj slovarstvo knjižnega jezika je dal ene svoje definicije. Če vpraša enega natakarja, kaj pomeni biti samostojen, to je pa en človek, ki je 18 let star, pa ki mu že lahko prodaš vse, poleg alkohola tudi cigarete. In je to že sam svoj človek, zdaj pravnik bi rekel, da je nekako prva stopnja samostojnosti, že tam pri 15 letih, ali mislim, da je 15, ko najstnik že začne odgovarjati delno za svoje dejanja, pa je že vključen v odločanje o tem, kje bi rad živel v odločitvi staršev. V polnosti se pa potem postane samostojen pri 18 letih, ko lahko začne
delati vse stvari, ki jih pravna država omogoča. Zdaj, ekonomista, kdaj človek samostojen, takrat, ko ima svoj denar, pa ga lahko troši. Statistik, ko potem štejejo prebivalstvo, potem ugotavljajo, koliko je teh ljudi, koliko je gospodinjstev, a si v svojem gospodinjstvu, nisi ima svojo številko tam, ker živiš, a si jo deliš še s kom in tako naprej. Skratka, cel kup enih teh vrst ali pa vidikov samostojnosti, vsak gleda zdaj na svojo prizmo. Če vprašaš psihologa, potem kar naenkrat rata vse skupaj zelo zapleteno. Pa sem tako malo razmišljal, a čem tale slajd pustiti noter ali ne, ampak se mi zdi mogoče zelo koristen, v smislu, da bi se ustrašili, kaj vse to pomeni, ampak da malo razmislimo širše. Nancy McWilliams je ena zelo znana psihoterapeutka, psihoanalitičarka, ameriška, ki je podala ene svoje dobro, da nismo tega na koncu ugotovili. Skratka, odhod od doma, to smo zdaj že ugotovili. In tu smo nekje ostali. Se pravi, če pogledamo samostojnost z vidika ene zelo širokega pogleda na duševno zdravje. Za Nancy McWilliams je dala 16 različnih vidikov enega duševnega zdravja in najbolj ključni so ti prvi 3, sposobnost za delo, za ljubezen pa za igro, ker nekako vključuje potem še vse ostale. Se pravi, sposobnost za delo ne pomeni samo to, da lahko imamo službo, pa hodimo delati, ampak pomeni, da imamo ta občutek enega smisla pri ustvarjanju, pri delu, da to, kar delamo, da ima nek smisel, da ima nek učinek, da ima neke posledice, da je koristno. In seveda to pomeni tudi, da lahko od tega živimo, ampak predvsem to, da lahko nekaj ustvarimo. Sposobnost za ljubezen je v resnici sposobnost za, ne samo za to intimo, partnersko, ampak tudi širše, da zmoremo imeti ene bližnje odnose z drugimi, da zmoremo deliti svoje življenje, da zmoremo neko predanost drugemu. In ta sposobnost za igro je v resnici nekaj, tudi kar je urejeno, pa kar pozabimo kot odrasli velikokrat, ampak se veže na eno zelo temeljno sposobnost raziskovanja, ustvarjanja, tudi uživanja, užitka, ena kapaciteta za to, da lahko se sprostimo, se imamo fajn. Vse te 3 sposobnosti so v bistvu ključne za eno duševno zdravje, v resnici za neko samostojnost. Če pogledamo predvsem skozi prizmo samostojnosti, te ostale vidike, se pravi, ta varna navezanost v resnici govori o tem, kako stopamo v bližnje odnose in izstopamo iz njih, oziroma kako gremo v odnos v teh čisto vsakodnevnih, ko pridemo skozi vrata, na kak način se srečamo z drugimi in kot odidemo, na kak način odidemo. A nas drugi opazijo, a nas ne opazijo, a mi opazimo druge, a naklonimo neki pozornosti, a smo zelo tesnobni ob tem, kako se drug počuti, a smo zelo tesnobni ob teh tudi naših občutkih, a sem še zadosti dober, ali me bojo še imeli radi, ali me ne bojo imeli. Kakšni zelo tako skušajo biti neprizadeti, odrasli in začnejo zelo hitro racionalizirati, se jih ne dotakne. Tak občutek dajo, ampak zelo zanimivo, da pri teh osebah, ki tako zelo na nek racionalen način funkcionira v odnosih, da v nekih stresnih situacijah, čeprav na zunaj izgleda zelo mirne, ampak ko so merile njihove fiziološke parametre, da se je pokazalo, da imajo zelo visok kortizol,
adrenalin, da so v bistvu, da je telo pod stresom, ampak sami pa nekako se tega niti ne zavedajo, niti ne dajejo navzven teh signalov oziroma ne iščejo potem tudi neke podpore strani drugih. Tako da ta del navezanosti je nekaj, kar imamo vsi sesalci, in kar se v teh najbolj zgodnjih letih, to, kar sem že malo omenjal, zgradi in se potem dograjuje skozi življenje, v teh najbolj pomembnih odnosih, tisti odnosi, ki imajo možnost zgraditi ali pa tudi poškodovati to navezanost, so tisti najbolj intimni, odnosi s starši, s partnerji, z našimi otroki. In potem so še recimo s terapevtom, če je taka vrsta terapije, pa s kakšnimi zelo bližnjimi prijatelji, tisti, ki so res, kot rečemo, pravi prijatelji, kjer smo lahko to, kar smo, brez nekih mask. Vsi ostali odnosi so pa preveč površinski, da bi se lahko v resnici dotaknili tega. Potem ta občutek nadzora ni v smislu neke kontrole, kaj jaz kontroliram, ampak v smislu ta sense of agency, se pravi, a jaz sem nekdo, ki lahko naredi nekaj, ki ima neko moč spremeniti nekaj. In tukaj če se pogovarjamo o odhodu od doma, je ta del zelo pomemben, da nisem jaz svetnik nekih okoliščin, ampak da imam ta občutek, da zmorem nekaj narediti s svojim življenjem, če je potrebno pač oditi od doma, tudi če recimo niso taki pogoji ali pa če ni tako vzdušje. Zdaj, zelo pomembna je ta stalnost selfa in stalnost objekta, to se zdaj zelo tako zapleteno sliši, ampak v resnici to pomeni, da jaz zmorem sebe in druge videti večplastno, da zmorem svoje starše predvsem videti kot resnične ljudi, ne kot neke idealizirane, če se spomnite Cankarja, njegove matere, tak ideal, slovenski ideal matere, ki se žrtvuje za druge, to je recimo taka idealizirana mati. Te mame zares ne moramo začutiti, tako. Ali pa na drugi strani, recimo, kakšni reče, joj, moji starši, to je pa grozljivka, same slabe stvari. Dostikrat so to potem, ko nam kdo pripoveduje, recimo tako terapija, potem si kar težko narišeš te ljudi pred sabo, ker so tako enoplastni, a so sem črni, so sem beli, so idealni, so angeli ali pa so hudiči. Ampak v resnici človek ni nikoli sem to. Vedno je malo dober, pa malo slab, včasih zelo dober, pa malo slab, včasih glih obratno, pa kakorkoli je večplastno bitje. A jaz moram to videti, ker če bom zmogel to videti, potem bom lažje šel od doma. Ena terapevtka je na enem predavanju, mi je tako zanimivo bilo, pa sem še veliko razmišljal o tem, ko je povedala, da je njena učiteljica, tudi ena začetnica družinske terapije v Ameriki, je rekla, da dokler ne zmoreš biti mirno na fotelju s svojo mamo in imeti en smiseln pogovor z njo, da toliko časa ne moreš biti dober terapevt. In pa je ta terapeutka, predavateljica rekla, ja, to mi je ona takrat rekla, ampak jaz sem si mislila, ti ne poznaš moje mame, to govoriš neumnosti. Pa je pa z leti tudi ona v resnici ugotovila, da je to lahko en tak pogoj za dobrega terapeuta, in če jaz tako skušam nekako prenesti to na to, biti odrasel, pa biti samostojen, bi lahko rekel, da je v resnici to pomeni, da si lahko odrasel šele takrat, ko si zmožen svojo mamo biti na istem fotelju in očetom, in imeti en smiseln pogovor z njima, ne glede na to, kakšno stanje. To pomeni, da jih v bistvu vidiš kot realne ljudi, kot dva človeka, ki se matrata pač na nek svoj način, včasih z veliko napakami, ampak vseeno, da sta dva človeka, s katerima se lahko o nečem pogovarjaš, tudi če sta te zelo prizadela, recimo. Se pravi, to je nekako ta stalnost objekta in stalnost selfa, pa tudi v resnici pomeni to, da sem jaz zmožen tudi sebe nekako videti kot
eno večplastno bitje, ki ima ene kvalitete, ki se razvija skozi čas, ki je bil kot otrok tak, kot najstnik tak in zdaj kot odrasel tak. Ker kakšni ljudje nekako kar malo zgubijo to zmožnost enega upogleda v nek tak razvoj, da so oni še vedno ista oseba, ki se razvija skozi čas, ampak jih, kada bi, a veste, včasih jih obrnilo in to lahko mogoče celo sami kdaj pri sebi doživimo, ko pridemo recimo iz enih odnosov v študentskem domu, v študentskem okolju, kjer pač imamo neko identiteto, pa ko pridemo domov, je pa tako, kot da bi nas eden obrnil. In smo spet eni mičkeni otroci tam, ki nas tam starši nervirajo ali pokazujejo, ali pa kakorkoli smo pohlevni, ali pa ne vem tako. Se kar malo spremenimo. Se spomnim, kako mi je žena dostikrat rekla, ko smo prihajali potem k našim, že ko so bila poročena, da se jaz kar spremenim, ko pridem domov. Kako to misliš? Pa sem še vedno isti, ampak ko sem razmišljal, sem v resnici prepoznal, da sem v enih stvareh kar začnemo drugače funkcionirati. Se kar malo, da bi se jim preklop naredil, in to je lahko v bistvu znak tega, da malo zgubimo to kontinuiteto. Dobro, ne vem, če bi še mogoče čist čez vse, ampak recimo ta realistična, zanesljiva samopodoba je tudi ena taka stvar, ki je zelo pomembna za samostojnost. Se pravi, to, da jaz lahko vidim neke svoje področje, kjer sem dober, pa kjer imam težave, da se lahko realno ocenim, da lahko tudi v odnosu do staršev, ko me, ne vem, če niso zmožni ene spodbude, ko me začnejo z nečim, z neko svojo tesnobo zasipati, da zmoram ostati na dveh nogah in reči, ok, vem, da sem v tem dober, vem, da bom v tem zmogel, tukaj bom pa rabil eno pomoč, mi lahko bi dva ponuditi, tam lahko nekdo drug da, skratka, da jaz vem, kaj so tiste stvari pri meni, kjer bom najbrž padel, kje so pa tiste, ki jih zmorem. Ta tolerancija in regulacija afekta je tudi zelo pomembna. Se pravi, kaj jaz naredim takrat, ko sem v stiski, na kak način se pomirim, odreagiram impulzivno navzven, včasih navznoter, me čustva čisto preplavijo, včasih grejo na telo. Skratka, kaj se zgodi s tem, jaz moram to uravnavati na en tak smiseln način, ne da bi druge poškodoval ali pa sebe. Ker če to zmorem, potem bom dosti lažje šel od doma. Ne bom potem pri tem rabil pobutati vse na svoji poti, poškodovati staršev, v smislu jih prizadeti, ali pa sam biti nekako prizadeti, zboleti, kakšnikrat zbolijo potem, ko se začnejo taki procesi. In s tem ni nič narobe. Samo hočem reči, da je fajn se zavedati vseh teh procesov. Mogoče še ta ravnotežje med bližino in povezanostjo, nekaj, kar je zelo pomembno pri odhajanju od doma. Se pravi, da zmorem uravnavati to čustveno bližino in povezanost in na drugi strani ločitev. Včasih je ta del zelo težek. In kakšni potem, ki so tako zelo zliti s svojo družino, ne zmorejo iti in lahko grejo samo tako, da prekinejo vse stike, da se niti ne poslovijo, ker zginejo, spokajo, nekega lepega dne jih ni več. In je lahko to v bistvu en pokazatelj neke ranjenosti v tem smislu, da ne zmorejo enega prihoda, ene poslovitve, zdržati s tem. Tudi recimo ta bližina in ločitev, tudi zelo povezana s to navezanostjo. Recimo, kako se kakšni poslavljajo, včasih je prav zanimivo pozvati na kakšnih železniških postajah. Kakšni se objamejo, pa potem že grejo, pa potem spet nazaj stečejo, pa se spet objamejo, pa potem, pa grejo že v vlak, pa odprejo okno, pa tam začne nekaj razlagati, pa skratka se kar ne zmorejo posloviti. Kakšni pa
si niti ne zmorejo stisniti roke, samo začnejo gledati, kaj so kovčki in grejo in se ne ozrejo nazaj in skratka, v bistvu ni poslovitvene. Tako da zelo različne so ti načini uravnavanja bližine in povezanosti in na drugi strani ločitve. Se pa, koliko jaz zmorem, ko grem od doma, meče vedno en dom v srcu in občutek, da se lahko vrnem tja. Se to je nekaj, pravzaprav, kar zgradimo v primarnih družinah, starši z otroki. Koliko lahko jaz tega nesem, občutka, da lahko pridem nazaj kot svoboden človek. In velikrat je v enih situacijah pomembno sprejeti, to, da se drugi mogoče ne bo spremenil, mogoče, da niti ni zmožen tega slovesa, kakšen od staršev ne zmore dati blagoslova za neko novo življenjsko pot ali pa za neko odločitev glede poroke ali pa mogoče glede študija, mogoče glede, ne vem, posvečenega življenja, kakorkoli. In je to tista bolečina, ki je pravzaprav jo treba si priznati, sprejeti, odžalovati, in iti potem naprej v življenju. Tako da v resnici je ta psihološka samostojnost veliko več, kakor pa sem to, da mislim, da delam to, kar se mi zdi pomembno. Zdaj, če se bolj osredotočimo na odhod od doma, lahko vidimo skozi dve dimenziji, ena je ta notranja ali čustvena dimenzija, druga je pa ta zunanja ali pa fizična. In ključna je tale notranja oziroma čustvena, medtem ko je ta zunanja lahko v pomoč. Če gremo pogledati ta čustveni odhod. Ena stvar je čista konkretno odnos starši. Se pravi, koliko sem še odvisen od mnenja oziroma potrditve staršev. In tukaj lahko vidimo dve plati istega kovanca. Prva je odvisnost. Tudi takrat sem že malo prej omenjal, da sem tukaj zlit, da ne vem čisto dobro, kdo sem. Zato moram iti vprašati drugega na nek način. In sledim, delam, mislim, čutim to, kar drug dela, misli, čuti. Se pravi, ne vem čisto dobro. Kakšen odnos bi mogel imeti do stvari in potem preverim pri mami ali pa očetu, kaj pa ti misliš glede tega. In jo potem drug pove in reče, ok, tako tudi jaz čutim. In drugi vidik je kontraodvisnost, ki je v bistvu ista zgodba, samo druga plat kovanca. Se pravi, ne vem, kdo sem, še vedno ne, zato grem vprašati drugega in kaj jaz naredim, se pravi, delam, mislim, čutim ravno obratno kot drugi. To je ponovadi ena taka faza, ki jo najstniki damo vsi čez, se pravi, vprašamo tam očeta, kaj si misli, okrog kakšne situacije, ali pa glede svoje obleke, ali pa karkoli, in potem on reče, ja, dobra je, in potem reče, ne, ni dobra, to ni prav, mogli bi se drugače bolj, ne vem kaj, družbeno angažirati, ali pa karkoli, ali pa ne smemo hoditi hmač, tukaj to je brezvezek, to je samo nekaj površinsko in tako naprej, rabimo eno drugo duhovnost, ali pa kakorkoli, skratka, naredimo glih obratno, če bi pa pač starši bili proti maši, potem bi pa hoteli hoditi zato, ker to je res nekaj, kar nam daje en zagon, pa en mir, pa en kakorkoli, je zelo pomembno za naše življenje. Tukaj recimo en kolega, ko se mi dostikrat pride ta podoba, ko je šel v tujino v želji, da bi se končno nekaj naredil iz sebe, zato ker ga je doma mama tukaj zelo dušila, da ni zmogel pač več biti ob njej, ni dejansko zbežal v tujino delati, celo dobil eno tako fajn službo, se dobro situiral, dobil tudi neke kolege tam, Slovence, in
čez nekaj časa prišel nazaj in sem se mi začudil, pa kako, ne, kaj ni bilo prav. A ni bila dobra plača, ne, plača je bila super, a so bili bivalni pogoji, tudi to, ne, ampak kaj je bil razlog, a ne? Ja, ne bo zdaj ona meni dediščine vzela. A ne, se pravi, 1000 kilometrov stran je bil, namesto da bi jo spustil in šel eno svoje življenje, je bila tukaj enega nemira, tukaj notranje praznine, da je mogel priti nazaj in se začeti spet kregati z njo, okrog istih tem, ki se je že 30 let kregal z njo. Ker to mu je dajalo potem en občutek, kdo sem. A ne, se pravi, jaz nisem tako kakor ona. Jaz sem bolj pravičen, bolj ne vem kaj. Kontraodvisnost, a ne. In če da recimo še en tak zelo konkreten primer za odvisnost, a ne. Kolikokrat sem jaz recimo na začetku zakona še tako zelo preveril, a ne, kako mama se počuti okrog tega, bomo prišli domov na obisk ali ne bomo, ali kaj si ona misli, kaj bi bilo treba narediti. In sem pričakoval, da bo ona razreševala moje dileme in da bom potem jaz se nekako lahko strinjal in bil potolažen s tem. In je bilo na nek način zelo osvobajajoče, kaj je na neki točki rekla, lej, jaz ne vem, kaj boš ti naredil. To je nekaj, kar se moraš ti odločiti, ampak jaz sem okej s tem, karkoli boš naredil. In to je bilo v bistvu en tak ena taka dobra popotnica potem za mene, da sem začel se bolj spraševati o tem, kaj pa tisto, kar bi jaz si želel. A ne, tako da je fajn se vprašati o tem, kje sem jaz glede tega mnenja in potrditve staršev. In drugi vidik enega takega zelo konkretnega odnosa starši je, koliko čutim, da me starši še potrebujejo. In tu je velika paz za te čustvene partnerje, a ne. Velikokrat je to situacija sin, mama, ko je oče odsoten zaradi bilo kakšnih situacij, a ne. Ali je to delo, ali je to alkohol, ali je to ne vem, fizično zaradi nekih obveznosti službenih, ne vem, kakšne špedicije, kakorkoli, in potem mama dobi enega sogovornika v svojem sinu in potem je to eno tako čustveno partnerstvo, ki zelo zasede otroka. In potem imamo lahko še te momente napačnega interpretiranja 4. božje zapovedi, a ne. Ko se spoštovanje kar naenkrat prevede v ubogljivost, a ne, se pravi, ubogaj svoje starše, da ti bo dobro na zemlji in boš kako že srečen in šel v nebesa in tako naprej, a ne, se pravi, mi smo dolžni poskrbeti za svoje starše na način, tudi na način, da sebe prikrajšamo za življenje. In to je veliko enih takih zgodb, zato ki delam na Soči s pacienti po amputaciji, ki so večinoma že starejši, a ne, in so to nekako že v jeseni življenja. In velikokrat situacija, ko so potem eni ostareli, ponovadi sinovi, a ne, doma in nekako skrbijo za te starše in so na nek način že nesrečni in včasih tudi že zapiti, a ne. V bistvu brez neke prihodnosti, a ne. V ozadju je pa ta, lej, a ne, vse to sem ti dala, ti pa meni zdaj pričakujem, da boš vrnil mojo dobroto s svojo pripravljenostjo pomagati mi na stare leta, ko sem pa zdaj jaz to obnemogla. Vse življenje sem ti žrtvovala, ti pa zdaj tako, a ne. Tukaj je Cankar res genialno popisal vse te odnose, a ne, tako da priporočam v branju včasih ob situaciji drugega dosti lažje vidimo kakšne svoje težave ali pa dobimo uvid tudi kakšen svoj problem. No, on je zelo dobro to opisoval, ne, ta občutek krivde ali pa sramu, ta ambivalentnost, a ne, po eni strani bi si želel odlimati stran, pa končno postavljeno mejo proti tisti skodelici kave, ne, se bo potem že celo življenje ukvarjal s tem, kako je tisto grdo naredil in koliko je grozen človek zaradi tega. To so potem eno to čustveno partnerstvo in ta občutek, da rabimo poskrbeti za počutje starša. A ne, nič ni narobe, pazite, da zdaj ne bo kakšne tukaj, da ne bo kakšne dileme ali pa kakšne slabe interpretacije v smislu, da nam ni mar
za starše, ne, to ni del samostojnosti. Ker seveda je to ena vez, ki vedno ostane. Ampak eno je poskrbeti za drugega na en fizičen način, a ne, da mu olajšamo, da seveda smo družabniki tudi in tako naprej, druge stvari, pa potem, kje je tista točka, kjer pa začnemo sebe zažirati, a ne, svojo prihodnost, kjer damo druge odnose na stran, predvsem odnose recimo s svojimi možmi, ženami, svojimi otroki, a ne, tiste odnose, kjer pa smo mi tisti, ki moramo poskrbeti, ne, in ko se enkrat ta prioriteta obrne, potem tole ni v redu, ne. In druga stvar je še ena, da če imamo enega nesrečnega starša, potem nikoli ne moremo, ampak res nikoli do te mere poskrbeti, da je bil ta starš srečen. Čeprav je to srčna želja, a ne, vsakega otroka, da bi imel srečen starš, ampak v resnici je to sod brez dna, a ne. To se v terapijah vedno znova pokaže, ko pride potem ti otroci že čist, kot odrasli otroci, a ne, že čist izčrpani od tega poslušanja, vsega jamranja, poskusov pomoči, a ne, pa ko nič ne zaleže in na koncu imamo dva nesrečna človeka v resnici. Skratka to, ne, koliko čutim, da me starši še potrebujejo. To je nekaj, kar se je zelo pomembno vprašati. Zdaj, drug vidik tega čustvenega odhoda je pa v resnici bolj subtilna, ne, pa to vzdušje, ki ga prinašam iz družine. A ne, to vzdušje je v resnici, ga dihamo. A ne, zelo težko ga opaziti v resnici. A ne, če ste kdaj prišli v neko sobo tam, ker je bila ena druščina, ne, prišli noter in te nared vrže, kaj je tukaj za nič zrak, ampak nobeden tam noter tega ne opazi. In potem, ko ti prideš noter in se nekaj časa v tej družbi tudi ne opaziš, koliko za nič zrak je. In to se lahko zgodi v družini, ne, ko si nekaj časa noter, oziroma pač itak si celo življenje noter, ne, sploh ne opaziš, kaj je tisto vzdušje, ki ga živiš, dobro ali pa slabo. To so v bistvu ti vzorci, ki sem jih prinesel iz družine in ki jih začnemo v bistvu opazovati šele, ko gremo od doma, ali v študent, ali z nekom živeti, ali ko smo v nekem intimnem odnosu, se začnemo potem lahko pretresati, kakšno vlogo sem jaz imel v družini, sem jaz tisti mogoče, ki skozi se rešuje, sem jaz tisti, ki skozi jih pokasira, ki sem grešni kozel, ki vedno nekaj narobe naredim. Skratka, kakšno vlogo sem jaz imel v družini, kakšna pravila sem ponotranjil, glede čustvovanja, mišljenja, hotenja, na kak način jaz čustvujem. Meni je bilo zelo zanimivo, ko sem prišel v ženino družino in sem videl, kako so tam čisto drugače navdušeni, a ne. Ko so navdušeni, skačejo do stropa, ne, in so res tako na glas, a ne. Pri nas smo bili navdušeni, tako smo rekli, bravo, to pa je res fino. In potem, ko sem jaz na tak način, a ne, bil čustven, a ne, ob svoji ženi, ona je bila tako, kaj pa je narobe, nisi vesel, sem mislil, da sem te dobro presenetila, da ti je bilo to všeč. Meni pa je bilo, a ne, v resnici sam način, kako sem pokazal, je bilo pa tako, kakor ena srednja žalost. A ne, to opaziš v bistvu, ko greš ven iz svoje familije in začneš malo lahko razmišljati o tem, kaj je tisto vzdušje, ne, s katerim, kateri so tisti vzorci, ki jih s sabo nosim. Kako se čutim sprejetega, a lahko pripadam, a sem lahko ob nekomu, ali moram biti sam svoj, a se gradim mene take zidove, a ne. To lahko zelo hitro začutim v enem študentu, ne, se lahko izpovežem, ali me drugi čutijo kot enega distanciranega. Koliko spoštujem, koliko sem bil spoštovan, a ne, koliko jaz tukaj hitro tudi začutim, da nekdo posega v moje meje, koliko sem lahko odgovoren, a se nečesa lahko z eno odgovornostjo lotam, ali naredim kar, ali pričakujem, da bo vse drugi naredili, a ne, to so spet eni vzorci, ki so zelo nezavedni, ki jih prinašamo iz svoje družine, ne, kako smo tam funkcionirali in te meje, kako jih obravnavam z drugimi, o tem sem pa tudi že kar precej govoril. In vzdušje nekega, ki ga poustvarjam, a ne, se pravi, kolikokrat se znajdemo v enakih situacijah ali po enakih občutjih kot v primarni družini. A ne, če me skozi nekdo prizadene, a ne, potem mogoče ni problem v drugih, ne, mogoče je problem v meni, a ne, se veste, kakrat iz vica, ne.
če se vsi vozijo nasprot meni na avtocesti, potem pa mogoče sem na napačni strani, niso vsi čudni. Se pravi, kaj so tisti vzorci, kaj se ponavlja? Če me vse ženske prizadenejo, mogoče pa ni problem v ženskah, če vedno izpadem trapasta, potem je mogoče to en vzorec, ni to stvar mojega intelekta, ampak je to ene vloge, ki sem imel v svoji družini. In na tem mestu se je zelo fajn vprašati, kaj od tega želim vzeti sabo, kaj pa želim pustiti za sabo, kaj je tisto, na čemer želim delati, kaj je mogoče tisto, kar bi si želel drugače. Ok, in zdaj ena taka zunanja dimenzija, ki nam je v pomoč lahko, se pravi fizični odhod od doma, absolutno. Zdaj, kako daleč je dovolj daleč, to je vedno tako vprašanje. Nikoli ni dovolj daleč, ta moj prijatelj tudi po 1000 kilometrih ni imel miru pred svojo mamo, ker je bila v njegovi glavi tu glasna, da je mogel iti nazaj domov se kregati z njo. In tukaj se lahko izzivi, je življenje pod isto streho, ki je lahko zelo lepo, ali pa je lahko en vir nekih konstantnih konfliktov. In zdaj ta situacija, ki je nepremičninska, v Sloveniji že nekaj let traja in najbrž še nekaj časa bo, nam res ponuja veliko enih teh izzivov, se pravi, težko iti na svoje, zakaj to pomeni, če moramo živeti pod isto streho. Zdaj o tem sem že govoril z Benjaminom Sitterjem v okviru Diža, pa če koga zanima, mogoče si lahko tam pogleda, sicer pa lahko rečemo, da naša izkušnja je zelo fajn, ker si lahko pomagamo, ker lahko tudi recimo otroci dobijo izkušnjo detkov in babic, detke in babice, enih pestrosti odnosov, se lahko tudi umaknejo takrat, ko imajo naju poln kufer, pa takrat, ko imamo da poln kufer otroka, v resnici tudi lahko jih kam pošljeva nižje dol, pa se potem tam na drugačen način sprostijo. Je pa ključno, da se v resnici lahko zmenimo za ena pravila. Tukaj so tisti, ki imajo večjo moč, in to so starši, oziroma stari starši, tukaj, ki so tudi lastniki, v bistvu je na njih, da postavijo ena zelo jasna pravila in jih potem skupaj se trudimo upoštevati in se jih držati. Tako da ja, če tukaj jaz ne čutim, da lahko en dialog peljem, potem je to lahko res en velik izziv. Ne vem, če je dovolj nizka cena tega življenja pod isto streho, če so ti odnosi neurejeni, ker to me potem na dolgi rok stane veliko več, kakor pa tisti kredit, ki bi si ga mogel vzeti. Tako to je nekaj, kar je zelo za razmisliti. Vsekakor je pa fajn, tudi recimo moja izkušnja je taka, da se vsaj na začetku življenja skupnega, če že govorimo o življenju po poroki, da lahko greva nekam na svoje in si res v neki svobodi postavlja en svoj način življenja, svoja pravila, svoje rituale, načine praznovanja in potem recimo greva nazaj pod isto streho, to je lahko ena taka dobra praksa, ki mogoče malo olajša to past ali pa ta izziv. Kmetija, družinsko podjetje, spet en tak velik izziv. Imamo v Sloveniji cel kup teh pregovorov, meni luč, tebi ključ in tako naprej, ko se potem starši držijo kot glavni, do smrti, potem v bistvu tam mladi nimajo neke možnosti zares narediti nečesa svojega, in je v bistvu ta čustven odhod nemogoč, ker so skozi v tem mlinu
simbioze oziroma teh nerazrešenih odnosov. Ne. Zdaj, finančna neodvisnost je spet ena taka zunanja pomoč, lahko pri tudi notranjem odhodu. Tukaj je lahko ena velika past, ene kontraodvisnosti na nek način tudi, ne. Ko si jaz dam, da mora biti vse moje, ne, in slišim recimo zgodbe kakšnih parov, ko se pač odločijo, da bojo se financirati svojo poroko in dokler ne bojo zapravili, ne vem koliko, 15 ur, da bojo lahko vse stroške poplačali, ne, ker mora biti pa res poroka taka ura, se ne bojo poročili, in potem se kar ne poročijo 15 let in se človek potem vpraša, a so še kakšni drugi razlogi v ozadju. Druga stvar je tudi, a ne, v resnici, kaj zdaj pomeni ta materialna neodvisnost, odvisnost, ne, koliko sem jaz lahko tukaj svoboden, tudi v tem, ko sprejmem dar, koliko je tisti, ki da dar, ga da svobodo, ali ga da z eno skrito računico, enega čustvenega izsiljevanja, ker sem ti jaz dal, pričakujem, da bo potem pa po mojem, ali pa pričakujem neki kontra, ne, tako da v resnici so ti je od najbolj zelo velikih čustev, ne. In je tukaj ena velika modrost, kako se stvari, kako sprejeti pomoč, ki v resnici mladi potrebujemo, če želimo iti na svoje, pa hkrati ne biti dolžnik, a ne, in tukaj lahko tudi v pomoč, da se o dediščini začnemo pogovarjati, ne na smrtni postelji, ampak že prej, a ne lahko tudi ena finančna pomoč v dediščini, ampak spet ima tukaj škar in platno staršenje, tako da tukaj lahko mi samo predlagamo, rečemo, nismo pa odločevalci v resnici, ne. Samo fajn je razmišljati širše, a ne. Tudi v tem smislu, da se ne bremzamo o tem, ko razmišljamo o neki samostojni poti. Ne, v smislu, ne vem, ali poroke, ali življenje na svojem. Gledam recimo na pacientko, ki je tako trdno prepričana v to, da mora biti najprej štalca ali pa kravca, da zdaj pri 30 so ti otroci še 100 kilometrov stran, zato ker pač ne, nima neke stabilne službe, tako da sploh ni kreditno sposobna in tako naprej. In ob tem, a ne, se potem človek vpraša, kje sem zdaj jaz, a ne, kaj, na čem temelji moja samostojnost, so to res tisti temelji, na kateri želim, da graditi svoje življenje. In družabna neodvisnost, evo, to je zdaj zelo aktualno v teh prazničnih dneh, a ne, se pravi, kje praznujem, sploh če sva midva že par, resen par, a ne, kje bova praznovala, to je lahko tudi vir enih zelo resnih konfliktov, ne, bova pri mojih, bova pri tvojih, ja, za novembr seveda pri tvojih, zdaj bova pa pri mojih, in tako naprej, ne, se pravi, čigava bo zmagala, ampak v resnici je tukaj zelo velik izziv, a ne, kako narediti ene svoje rituale, en svoj način praznovanja, ki je v bistvu smisel tega, da se lahko povežem s tistimi, ki so mi blizu, ne. Če imam punco ali pa ženo, da se pač povežem z njo, da lahko mi dva začneva ustvarjati ene svoje praznike. Ampak ja, s tem, ko jaz tukaj začnem počasi postavljati ene meje, pa reči, ne, lej, bova prišla na obisk, ampak prav sam božični večer živijo, pa mi dva skupaj praznovati, a ne, to lahko tudi eden izmed načinov, kako sporočamo na zunaj, a ne to, da smo nekako navznoter postajamo samostojni. Če zdaj nekako povzamem, ali tako kot ene take korake na poti samosvajanja, kar sem že čisto na začetku rekel, ne, sami se ne moremo osamosvojiti, ne, kakor se tako mogoče nenavadno sliši, ampak v resnici je ključno imeti nekoga, ob katerem lahko preverjam, kaj mislim, čutim, hočem, kje sem, a ne, ob katerem lahko preverjam to svojo dediščino,
ob katerem se lahko brusim, ne samo razmišljam, ampak tudi čisto tako živim eno samostojnost. Se pravi, brez drugega se jaz ne morem v resnici samosvojiti. In druga stvar je, da je zelo pomembno uporabiti vse te zunanje stvari, da lahko pridem do notranjega, ki je pa ključno. Ali je to selitev, recimo za študente, ali je to lahko izmenjava, sploh za tiste, recimo, ki niste v domu, ki so tudi kot študenti doma, je ena izmenjava lahko odlična priložnost, da greste nekam, da začutite, kaj je tisto vzdušje, ki ga nosite iz svoje primarne družine, in da tudi starši malo dobijo to izkušnjo praznega gnezda, da potem malo začnejo razmišljati o tem, da so stvari, da postajajo drugačne. In recimo te prelomnice, diploma, predvsem pa poroka. Poroka je res lahko en tak velik mejnik na poti osamosvajanja, ki nudi ne samo ta praznovanski del, ker so vsi povabljeni, ker vsi slišijo, vsi vejo, vsi so nekako opozorjeni s tem, ko pridejo na poroko in potem na ohcet, da se je nekaj zgodilo. In ta tisti del, ki je na nek način zelo lušten, čeprav je tudi že povedano, ampak še bolj pa je cel kup enih teh obredov, odhoda od doma, šrange in tako naprej, ki so, če jih uporabimo ozaveščeno pa smiselno, če vključimo druge tudi noter, lahko en pomemben simbol tega, da zdaj pa jaz postajam sam svoj, oziroma da ustvarjam eno novo družino in da v bistvu postajam z drugim eno meso. Tako. Mogoče tu iz tega nagovora, pa se veselim zdaj vprašanj. Hvala lepa za vaše predavanje, za vso vsebino, ki ste nam jo predali. Zdaj pa, kot rečeno, sledi še čas za vprašanja. Kar nekaj smo jih že prejeli. Začeli bi mogoče kar s tem, da eden izmed udeležencev je tukaj zastavil vprašanje, da ko odhajamo od doma, smo običajno v tej fazi, ko se tudi že malo bolj spoznavamo s psihologijo in potem z tega psihološkega vidika lahko se spominjamo določenih dogodkov iz otroštva in jih z te perspektive potem tudi malo drugače analiziramo oziroma interpretiramo in bi se o njih radi pogovarjali s svojimi starši. Kaj storiti v primeru, da se starši nočejo o teh stvarih pogovarjati in se zavrnejo? Kako se še naprej truditi, da bi imeli stik z njimi? Ja, to je velik izziv, v resnici. Zdaj ena stvar, ki se je zelo pomembno zavedati, pa je tudi obesediti, predvsem staršem, je, da je to predvsem za njih ena potrditev, da smo se sposobni z njimi o teh stvarih pogovarjati, da to ni samoumevno. To pomeni, da oni zmorejo tukaj ene varnosti, da lahko te vprašanje načnemo. Se pa moramo zavedati kot otroci, da vsako tako vprašanje zelo hitro lahko starši doživijo kot eno kritiko, kritiziranje in občutek krivde, kaj vse smo ga polomili, zakaj nas zdaj to vlečeš ene stare rane, odpiraš. Tako da se mi zdi, da je zelo pomembno tako biti iti do njih s tem zavedanjem, da so to težke teme, da so to za njih zelo izzivane teme, da so to zelo težke teme, da tudi to, da v resnici tistih časov ne moramo spremeniti, kar se je zgodilo, da so biti v resnici velikokrat zelo drugačni časi, kakor zdaj.
da se je manj govorilo o odnosih, da je bilo bolj jasno, kako je treba živeti, a ne, da so starši nekako itak delali v zavesti, da delajo najboljše, kar lahko. In v resnici me je dosti dobro ratalo, ker to, da smo mi zdaj tukaj, to pomeni, da je veliko več dobrega, kakor slabega bilo v naši vzgoji, da smo prišli do te točke, da lahko zdaj razmišljamo o teh temah, ker če bi bila totalna katastrofa, pa bi najbrž kje na psihiatriji ali pa mogoče kje na ulici, bi zaklošarili ali pa kot odvisnik ali pa kakorkoli. Skratka, izhodi iz travmatičnih razmer so lahko zelo slabi. To, da smo zdaj tukaj in da se o tem pogovarjamo, to je v bistvu ena kvaliteta tega starševstva, vseeno, kljub vsem tem stvarjem, ki so nam jih dali. Tako da to je ena stvar, ki se moramo zavedati. Druga stvar je, da je smiselno tukaj riniti v to preteklost, da dobimo ene odgovore, ki nam pomagajo živeti danes v prihodnosti. Da dobimo mogoče en delček, da dobimo en delček, ne vem, razumevanja, da mogoče lahko vidimo starše kot bolj večplastne osebe, ne samo kot dobre ali pa kot slabe, ampak kot ljudi iz mesa in krvi, ki so se trudili po enih svojih zmožnostih in so pač do tukaj prišli. Tako da je mogoče tudi ta naša drža včasih lahko zelo napadalna, pa je potem tudi starši težji sprejmejo, kakor pa če pridemo za eno na nek način hvaležnostjo, kakorkoli je bilo že lahko težko, pa da v resnici skušamo ne toliko dobivati neka opravičila, za tisto, ampak bolj neke razloge ali pa neko razumevanje pristno, kako je bilo pa njim takrat. Ne, da bi jih skušali mi razumeti pa potolažiti, ampak da bi skušali dobiti malo te svoje resnice, zaradi katere smo pač taki, kot smo. Tudi ranjeni v resnici. Ampak ja, je pa to zelo dragoceno, če uspemo od staršev dobiti, ker tam so se te stvari zgodile, in oni lahko nam osvetlijo na zelo drugačen način, lahko veliko tega dobimo, ki nam pomaga potem živeti naprej. Veliko ene svobode. Tako da se mi zdi smiselno iti v te pogovore, ampak ja, na nek način taktno. In včasih, če ne gre, je pa tudi smiselno potem itak iti proti tistemu staršu, ki se najmanj počuti krivega. Jaz lahko povem iz svoje izkušnje, da je bilo to kar zahtevno, ne za moje. Ker sem jih začel malo na tistih vajah, ki smo jih imeli v družinski terapiji, nekaj bilo treba malo začeti vrtati po svojem otroštvu, pa sem jih začel kakšne stvari spraševati. Pa je bilo to resnično zelo težko, ampak potem je mama bila tista, ki je najprej začela to razumevati, pa je potem še pomagala mehčati očeta, tako da smo se na koncu celo šli enkrat tako pogovarjati, na neke take delavnice. In je bilo zelo koristno, se mi zdi, da za vse. Ampak je to en tak proces, se mi zdi. Toliko. Torej ta proces, ta faza odpira marsikatero vprašanje, vzbuja marsikatera nova čustva, pravzaprav, ki jih mogoče prej do staršev niti nismo čutili ali pa se nismo zavedali, da jih čutimo. Tukaj eden izmed udeležencev omenja občutke krivde, ki prihajajo iz naslova tega, da čuti močno odgovornost do svojih staršev, do mame in očeta, in zdaj, ko se osamosvaja, ko odhaja od doma, se mu javljajo ti občutki krivde in se čuti, da je nekako do tega osamosvajanja neupravičen. Kaj lahko tak človek stori v takem primeru? Da je kriv zato, ker se želi osamosvojiti. Zdaj, mali problem je, da tako ne moramo skomunicirati čisto živo. Kaj bi bila ta krivda? V resnici je to tisto, da pusti starše v neki stiski, je to čustvena, je to finančna, je to ne vem kakšna, se pravi, a je to nekaj, kar je zunanje, en tak povod, vzrok gotovni, ampak a je ta zunanja, a so te zunanje okoliščine en tak povod za te občutke krivde, finančne, zdravstvene,
ali pa so res izključno čustvene, a ne, v smislu, zdaj bom pa še tebe izgubila, a ne, koga bom potem imela in tako naprej. To je pa potem res, rekel človek, očividna zloraba, no, na nek način. Se mi zdi zelo pomembno dobiti ene sogovornike izven družine, pa začeti razmišljati z nekom o teh temah, a ne, kaj to zares pomeni, koliko je tukaj, s kje prihajajo, no, ti občutki krivde. Ker tako, če stopimo 2 koraka nazaj, a ne, lahko rečemo, da to v resnici, da nima smisla. A ne, svet tako ne gre. Če bi Bog tako ta svet ustvaril, potem bi Adam in Eva imela otroke svoje in potem bi vsi skupaj izumrli, zato bi se ti otroci ukvarjali z Adamom pa z Evo, ne pa svojimi otroki naprej. Tako da ja, to bi v bistvu mogla biti zmaga staršev, ne, da so otroci prišli do te faze, ko lahko odletijo iz gnezda in ustanovijo svoja nova gnezda, ne, to je v resnici nekaj, na kar bi mogli biti starši ponosni, ne pa nekaj, na kar bi moglo biti pod vprašanjem, pa zasuto z nekimi občutki krivde. Kot bi to mogoče rekel, no, da je za dobiti enega zunanjega sogovornika, no, pa začeti razmišljati o tem, ne. Ker če so neke okoliščine, a veste, okoliščine se da reševati, a ne, se da reševati kot neko težavo in na vsako težavo je potem cel kup enih možnih odgovorov, a ne, pa rešitev. Ali so neke službe, ki se lahko vključujejo, ali so neke, ne vem, neki dogovori, če so finance problem, ali če so neke bajte problem. Če pa gre za izključno ta občutek, ne, krivde, ker bo zdaj staršem nekaj narobe, ker jaz grem, potem pa je tukaj še veliko ene vsebine zadaj, no, ki to povzroča in to je fajn začeti razdeljevati, no, ker ni upravičeno v resnici. V redu, ampak če ostaneva mogoče še malo na tem področju krivde in izvzameva kakršnekoli zdravstvene ali pa finančne vzroke, bi bilo mogoče tukaj tudi relevantno vprašanje, kaj pa krivda iz naslova tega tako imenovanega sindroma praznega gnezda, ki ponavadi nastopi za starše, ko otroci odidejo od doma. Kako ukrepati v primeru, da otrok čuti krivdo na podlagi tega, da je starše pravzaprav zapustil in jim povzročil neke vrste to duševno stisko, ki se kaže v obliki tega sindroma? Ja, to je nekaj, s čimer se starši soočajo. To je en tak, a veste, to je tak normalen razvojni dogodek v razvoju družine, a ne. Tako kakor otrok dobi stisko, ko gre v srednjo šolo, a ne, v neko novo okolje, ali pa potem na faks, a potem bomo razmišljali na način, zdaj pa kako narediti, da otrok ne bo šel iz osnovne šole v srednjo, ker je to za njega v bistvu zelo stresno in dobi lahko neko krizo identitete in tako naprej. Ne razmišljamo na ta način, ne, tako da tudi v tem smislu, ne, sindrom praznega gnezda je normativni dogodek, je v resnici nekaj, na kar bi mogli biti starši ponosni. Zdaj, če niso ponosni, potem je to neka stiska, ki jo mora začeti razreševati na nek svoj način in otrok tukaj ni v funkciji rešitelja njihove stiske, a ne. Ona dva imata eden in drugega, a ne, oče in mati, in sta tukaj drugemu največji sogovornik in zdaj mogoče lahko najdete nek nov smisel svojega življenja, svojega zakona. In je prav, da ga, a ne, in tukaj otrok v bistvu ne more biti niti sogovornik, kaj šele, da je bil vir rešitve. A ne, tukaj se da morate med sabo pogovoriti in dobiti, ne vem, druge sogovornike, ali v zakonski skupini, ali prijatelje, ali v končni fazi tudi terapevte na otrok. Dolžnost otroka pa je, da začne živeti eno svoje življenje. Ker kaj je sicer, a ne, to so te zgodbe, veste, jaz to srečujem na dnevni bazi tam na Soči, a ne, ko so te 80-letne ali pa 80-letni
gospodje in gospe, ki so na nek način se bližajo koncu življenja in za sabo puščajo 50-60-letne samce, ki so v resnici ljudje brez neke perspektive in so nesrečni in so velikokrat zapiti. In kaj bo potem en pri 50 letih začel iskati si partnerko ali kaj? Ne moreš, mislim, je zamujeno veliko. In to so v resnici tragične zgodbe. Se mi zdi nekako nerazumno, no, da se potem enega mladega vplete v reševanje teh izzivov, ki so v resnici resnični, ki so včasih tudi zelo težki, ampak to je nekaj, kar morata starša razrešiti. Ne? Upam, da sem nekako odgovoril. Kako bi pa lahko mogoče otrok poskušal ublažiti to prihajajočo krizo za starše duševno, ali je to sploh mogoče in na kakšen način bi lahko to storil? Ja, to je eno teh sodov brez dna. Za otrok se lahko raztrže na pol, lahko se znuca, lahko vse svojo čustveno energijo noter da, ampak vedno bo še nekaj manjkalo. Vedno bo še nekaj, kar bi lahko naredil. Še malo bolj se potrudil, še malo dlje ostal, še malo, še kakšen vikend dodaten bil doma. In v resnici, tukaj treba zelo tu pomaga, to, kar sem napisal, imeti enega sogovornika v teh temah, da imam jaz možnost obenu prijatelju, prijateljci, punci, idealno, ali pa fanto, če sem punca kakorkoli, da lahko razmišljam o tem, kje sem jaz s temi svojimi starši, koliko se jaz še počutim krivega za njihovo počutje. Ker v resnici ne morem biti, to ni moja odgovornost, to je čist nekaj izven mene. In ko jaz uspem pri sebi si to vrednotiti in reči, ok, osamljenost mojih staršev ni moj problem, to je njun problem. Jaz jima tukaj ne morem pomagati, tako sem sicer prijazen do njih, ampak ko začne to iti na mojo škodo, potem je zelo pomembno postaviti zelo jasno mejo, ker včasih se tukaj, to so velike zgodbe, ker se potem zakoni razpadajo na ta račun, mamini sinčki in očkove princese. Tako da v resnici pomagam jim lahko na ta način, da se začnem pogovarjati z njimi o tem, začnemo na glas razmišljati, začnem jaz tudi na glas postavljati ene svoje meje ali pa nekako ubesedovati to, da pa si želim iti naprej v življenju, da ne morem biti ves čas doma. Se lahko jim pomagam tudi s tem, da ima nabavim kakšnega kužka, ker kužki so velikokrat v funkciji nadomestnih otrok, žal tudi pri mlajših parih, ampak recimo to je lahko tudi nekaj, kar zaposli starše, pa jim dajem občutek, ne vem, zdaj pa mi dva skrbiva za nekoga. Ampak v resnici, če se starša ne bo se odločila poskrbeti za svojo stisko, potem lahko imata, ne vem, cel živalski vrt, pa boste še vedno začela šraufati s krivdo, ti zakaj pa nisi prišel, ta vikend sem ti pa tukaj fajn skuhala, pa tvoj oče se je matro, sam tam tisti plot postavljati, veš, koliko je bilo težko, pa sem potem spet obtežen s to krivdo in občutki, da bi mogel ne vem kaj narediti, Tako da v resnici moram jaz pri sebi to predelati do te točke, da lahko rečem, lej, to ni moj problem. Ja, razumem, mama, zelo rad imam, ko tako skuhaš, in z veseljem pridem, ampak tisti vikend sem se jaz dobil s prijatelji, smo se o tem že menili in sem ti že prej povedal, da me ne bo. Jaz upam, da si vesela zame. In če ne mora biti vesela, potem to ni moj problem v resnici. Zdaj bi se pa mogoče še malo osredotočili na perspektivo staršev. Tukaj je prišlo vprašanje, kako lahko mame pripomorejo k osamosvojitvi svojih sinov. Predvsem s tem, da so ponosne nanje in da zaupajo v njih. Da so vesele
tega, kar počnejo, da se zavedajo, da so oni sami svoji. Velikokrat se mi zdi, da je še posebej v mamah ena ta potreba, ki je zelo naravna v resnici, tako kot kar koklja skrbi za svoje piščeta, tako ker je mama nosila 9 mesecev svojega otroka pod srcem, in potem skrbela za njega vse te dni, do starosti, ne vem koliko že, 20, 25, 30 let, da zelo težko potem spusti, ne samo v tem fizičnem, ampak tudi v čustvenem smislu, da zelo imajo velikokrat mame potrebo vedeti, kaj vse se dogaja, kje vse hodi, kaj vse čuti, kaj doživlja, in potem vrta in šraufa, in to velikokrat potem sploh fantje doživimo zelo zadošljivo, da se vtikajo v naš svet in nam gre to na živce, tako da če tukaj uspe mama malo se zabremzati, pa predvsem zaupati, da otrok da ima eno svojo pamet, da ima ene svoje cilje, da je sposoben, da je zmožen reševati svoje probleme, da ne rabi čisto vsakega problema vedeti, da so lahko ponosni na to, kako se razvija, kako raziskuje, da če naredi kakšno napako, da se reče, ok, pač to je življenje, da ni iz tega katastrofa, pa potem ena ta tesnoba, pa skrb, joj, a ti bo šlo, boš zmogel, to se mi zdi, da so tiste največja popotnica za otroka, če uspe mama z enim veseljem opazovati, z enim ponosom ga spremljati na poti v samostojnost. Tako. Kako pa je z osamosvajanjem od bratov in sester? Kaj bi bilo na tem področju dobro vedeti? Ja, zdaj, brati in sestre so nekako na istem nivoju, tako da se ni treba zares osamosvojiti od njih, kar se mi zdi v odnosu otrok-starš, ta odnos z osamosvajanjem postane nekako bolj horizontalen, ko vidim jaz svojega očeta pa mamo kot človeka iz mesa in krvi, potem se lahko začnem pogovarjati z njima, tako bolj odraslo, sicer vedno ostanem otroka, tega ne smem pozabiti, tudi potem, ko imam 60 let, ne bom v odnosu do svoje mame zelo drugače funkcioniral, kakor v odnosu do neke druge ostarele gospe. Medtem ko pri bratih in sestrah smo pa že od nekdaj bili na istem, vsi smo brati in sestri, in ker lahko v bistvu naredimo ob tem osamosvajanju, da ohranimo ene prijateljske odnose, da v bistvu zgradimo eno globoko prijateljstvo z njimi. Tukaj bi rekel, da je to osamosvajanje bolj vezano na to, da če so kakšne, in ponovadi so, v večjih familijah, da se potem te vloge malo porazdelijo, pa en je ta glavn, ki je vedno malo vse prav, pa ki je vedno bolj pametni, eden je ta strklan, eden je klovn, eden je grešni kozo, ki ga skozi slom, pa ki ga vsi potem moramo, ne vem, ali utišati, ali malo sramvati v širši familiji, ali pa kaj skozi kakšno neumnost naredi, da se mogoče te vloge, ki se tako rade porazdelijo med člane, da jih uspemo ubesediti, se jih mogoče malo znebiti, ker te vloge so ovira pri pristnem prijateljstvu. Če skozi se eden tista pameten, pa skozi eden ta strklan, potem nas bo to oviralo kot odrasle, ne moramo se zares pristno pogovarjati z nekom, ki je skozi ta pameten, vedno bomo nekaj prekrivali, ker se bojimo malo biti ranljivi pred njim, ker bo to zlorabo proti nam, to je recimo v naši glavi. Tako da to, da se uspemo malo pogovarjati o tem vzdušju v familiji, da uspemo včasih tudi primerjati naše podobe ali pa kakšne zgodbe, kako smo doživljali svoje starše. To je zelo zanimivo, da vsak otrok ima svojega starša, imaš familije s 5, 6 otroki, ki se pogovarjajo s tem, kakšen je bil oče, je to 6 različnih zgodb, in kakšne so čisto diametralno nasprotne, in rečejo, tukaj bo sladek, tukaj bo fajn, tukaj bo spodbudil, drug pa tak tiran je bil, skozi je bil zahteven, nič mu ni bilo prav, Pa kako, nisem imela izga fotra, ja, lej, nista imela, v resnici, ker
eden se je rodil kot prvi v familiji in je veliko več enih čustev pokasiral, kakor tisti, ki se je rodil v familijo, v 6-člansko familijo, ne, kjer je bil že ves ta očetov, dajmo reči, ta energija pa ta potreba po priznanju in potrditvi že bila zadovoljena, dajmo reči, pa se lahko bolj sprostil, pa lahko na drugačen način pristopil v odnosu do otroka, ne, tako da v resnici lahko ima vsak eno svojo podobo očeta, in če se uspemo to podeliti med sabo, lahko to pomeni tudi en pomemben korak pri tem odraščanju, samosvajanju in grajenju enih bolj pristnih odnosov med sorojenci. Prej sva že nekoliko govorila o stiski, ki jo starši lahko doživljajo kot posledico tega obdobja. Zdaj pa mogoče greva še malo na stisko, ki lahko doleti otroka v tej fazi. Namreč, kako naj se otrok sooča s stisko oziroma z domotožjem, ki ga lahko občutijo ob času selitve od doma, se pravi ta občutek, da pušča za sabo svoje korenine, da ostaja zdaj sam, sploh če gre za selitev nekam relativno daleč v relativno oddaljen kraj in če to potem posledično še otežuje izbiro skupnega kraja bivanja z bodočim možem ali ženo. V smislu neke trajne selitve, ne samo neke začasne, dajmo reči, nek študentski dom ali pa izmenjava, če prav razumem. Ja. Se mi zdi tukaj zelo pomembno pogledati to, kaj iz česa odhajam, no. Kaj je tisti občutek, da sem potem zapuščen, a čutim sploh, da je tam prostor v tisti družini, ker v resnici bi en tak zdrav odhod mogel biti, da odhajam in gradim eno novo družino, ampak še vedno sem dobrodošel. Zdaj, če ni te dobrodošlice, kaj je zaradi česa je ni. Starši ne zmorejo dati, ali se jaz počutim, da sem koga izdal in da sem kar zavržen zaradi tega. Zdaj se mi zdi zelo pomembno, če grem jaz ženo živeti nekam drugam, ali pa obratno, žena z možem, da sva tukaj mi dva tista, ki sva si sogovornika najbolj, da lahko tam podelim te svoje občutke, na ta način tudi mi to v resnici pomaga zelo graditi en občutek pripadnosti v novem domu, se jaz rabim pripadati nekje. Zdaj res je vprašanje, zaradi česa nisem tega dobil v primarni družini, ampak lahko zdaj zgradim v novi. In skozi deljenje enih takih težkih občutkov lahko ne samo boljše razumem svojo primarno družino, ampak tudi v bistvu začnem graditi eno novo pripadnost. To je tisto, kar sem razlagal, da se ta občutek navezanosti lahko zgradi v tistih najbolj ključnih odnosih, in tukaj partnerski odnos sigurno je eden izmed najbolj ključnih. Tako da se tam začeti deliti, to je v resnici zelo težke izkušnje. In fajn je tudi mogoče po kakšen odgovor nazaj. Čisto konkretno. Malo opazovati, kako je, ko pridem nazaj v družino. A se počutim dobrodošel, a se počutim kot tujec. In mogoče pri tistem staršu, ki čutim, da je bolj dojemljiv za te teme, da tudi ubesedim kaj od tega. Toliko mogoče, zdaj ste že omenjali novo družino, nov dom in bi se lahko mogoče še malo v to področje poglobila. Kako z zakoncem v novi družini vzpostaviti nove navade pod čim manjšim vplivom negativnih vzorcev iz matične družine? Fino je tukaj, če imava vsaj na začetku, tako kar sem že omenil, en svoj tudi tako zunanji mir, dajmo reči. Če živim nekje,
je to bistveno težje, recimo pri mojih ali pa pri njenih, je to bistveno težje, kakor če smo nekje na svojem, ker potem sem ves čas podrobno gledal in je potem ta proces težji. Ni nemogoče, ampak je dosti težji. Tako da to je lahko mogoče, če čutim, da imava ali pa da bomo imeli velike težave, da se čisto zavestno odločimo, da greva vsaj na začetku nekam v najem in tam se začeva zelo intenzivno pogovarjati o stvarih. Čisto konkretno, kako bomo vidva praznovala ta Božič, a ne? Kakšen bi bil protokol, če se tako malo pohecam. Da se začne pogovarjati o občutkih, o čustvih, a ne? Kaj je tisto, kar nama pomeni veliko, katere stvari me prizadenejo, ko vidim, da ti delaš, a ne, zaradi česa me to prizadene, da zelo začnemo razmišljati tudi o sebi, a ne, zelo eno koristno pravilo se mi zdi 90:10, a ne, to je ena taka ošalna ocena, ki v bistvu govori o tem, da če me neko dejanje drugega nesorazmerno veliko prizadene, potem to govori 90% o meni, pa 10% o njemu. Če sem čisto konkreten, a ne. Če me, ne vem, žena zavrne, ko privlečem kitaro, da bi začel Sveta noč peti na božični večer, a ne, in sem ob tem besen, pa potem v naslednji fazi pa čisto potrt, a ne. In če si skušam zamisliti, a bi bil tudi moj brat tako besen, pa potem čisto potrt, pa moj drug prijatelj, pa še ne vem kdo, če bom žena rekla, dajva ne s kitaro začeti, ampak bi jaz rajš poslušala na YouTubeu eno tako lepo glasbo, pa da imava večerjo v miru, a ne. A bi bili vsi tako zelo prizadeti, najbrž nobenemu ne bilo čisto vseeno, ampak a bi bili vsi tako zelo besni, pa tako zelo potem pobiti zaradi tega, in če odgovor ne, potem se zelo velja zamisliti in vprašati, kaj je tisto, zaradi česar sem jaz tako prizadet. Pomeni, da mi je žena stopila na en žulj, na eno rano mi je odprla. Zakaj je tista rana? A tista rana govori o tem, jaz nisem dovolj talentiran, da bi lahko pel na tako pomemben trenutek, ali je to mogoče rana, nisem sposoben ustvariti vzdušja, ali je to mogoče rana, nisem ne vem kaj, ne, skratka, lahko začnemo razmišljati o tem, kaj je tisto v meni in o tem začeti komunicirati z ženo. Mogoče ne na božični večer, ker ga lahko to še dodatno zaplete, ali pa tudi, če vidim, da ni nekaj drugega izhoda. Rečem, ti poslušaj, to me pa zelo prizadelo, ker si mi tako zavrnil. Sem čutil, kakor da ti je vseeno zato, kakor da tako, da ne maraš mojega petja. In bi rad, da to veš. In potem lahko ona začne nekako razmišljati o tem, kaj je zares hotela sporočiti in kaj je zares povzročila meni, ne, in se mi lahko opraviči, lahko reče, ti poslušaj, jaz pa imam malo že dosti tega, a ne, tako, se lahko rata en dialog, a ne, ampak na ta način, če si lahko uspeva na tako deliti svoj intimen svet, potem bova slej ko prej prišla do nečesa, kar bo pa najino, kar bo skupno, v čemer bova oba uživala, in kar bo v bistvu zgradilo eno prijetno vzdušje novega praznovanja. Je to en tak način, ne pa način, kakor velikokrat vstopamo v njega, ker se začnemo malo barantati, ne, pa se malo pogajati. Se pravi, jaz hočem, da bo božična večerja, ti hočeš, da bo polnočnica, ok, se pravi, božična večerja ob 7, da bo lahko šla do polnočnice, ne, in potem naredimo neke kompromise, ki so velikokrat slabe, ne, ker štartamo skozi neke zahteve, pa potem jih črtamo in začnemo se tukaj pogajati, ne. In to velikokrat vodi po nek boj moči, ki na koncu sva oba poražena, ne, ker to vzdušje tako bojno. Zdaj v primeru, da prihaja do raznih konfliktov v novi družini, kako bi bilo mogoče na najlažji način spremeniti razne navade, recimo izražanja raznoraznih čustev, česar smo se priučili v primarni družini oziroma v tisti čustveni dinamiki, ki pa zdaj ni več relevantna. Se pravi, kako na najlažji način
spremeniti te vzorce čustvovanja, da do konfliktov ne prihaja v novi družini? Ja, te vzorce je zelo težko spremenjati. Ne obstaja enostaven način, ker so tukaj zelo del nas, ker so tukaj del ustroja, kako funkcioniramo, je to zelo težko spremeniti. Tako da, kar zelo pomaga, je razvijati toleranco do sebe in do drugega. Zelo pomaga ubesediti, recimo čisto konkretno, ta moj primer, ki sem ga že malo navedel, pač nama je zelo pomagalo, da sem jaz tako izrekel, da sem pa zelo navdušen, in da je tudi recimo žena rekla, da je prizadeta, ker nisem navdušen, pa sem potem lahko razmišljal o tem, pa jo popravil, ali pa tako na en iskren način povedal, mogoče celo, da nisem bil navdušen, nad kakšnim njenim dejanjem, ampak če sem bil, pa tudi nisem tako pokazal, kakor bi njej to veliko pomenilo, in sva lahko na ta način si malo reflektirala, pa malo delila in notranji svet, ki je potem vseeno naredil eno fajn vzdušje, pa naj jo povezal. Če bi ostala sem na teh pričakovanjih, pa na neki užaljenosti, ali pa sem na nekih neobesedenih interpretacijah, bi potem ostala sem bolečina, ker pa sva lahko povedala to, da sva bila prizadeta, oziroma da je ona bila prizadeta, pa da si jaz v bistvu pač ne morem drugače, to pa naj v resnici zbližalo. Tako da to je gotovo en način, da smo sposobni govoriti o teh svojih doživljanjih. Druga stvar je pa seveda, da pač tiska ni tukaj ekspresiven, da se skuša malo izven te svoje cone udobja raztegniti, pa malo si dati duška, dajmo reči. Drug pa, ki je mogoče zelo ekspresiven, da počasih sploh v kakšnih prepirih ali pa v kakšnih bolj čustvenih situacijah, da proba malo bremzati te svoje odzive, pa potem se lahko nekje na sredini lažje najde, ampak to je v resnici zelo težko, takrat, ko gre zares, takrat smo na avtomatskih pilotih, ker ne moramo razmišljati o vseh teh stvarih, ampak samo reagiramo, tako da je potem vedno izziv. Je pa fajn, če se lahko vsaj takrat, ko se glava ohladi, kakšno stvar, tako kakor sem že rekel, ubesedimo, se opravičimo, povemo en svoj vidik ali pa eno svoje doživljanje ali pa nekako na različne načine, povemo, lej, poslušaj, mar mi je zate, ni mi vseeno, kako se počutiš in mi je žal, da te moje vedenje prizadelo, čeprav te sam nisem hotel. To bi se tisto ključno sporočilo, ki potem pomaga, da lahko da se lahko malo rada kljub razlikam. Še to, kako lahko otrok, ki se je od svoje primarne družine že osamosvojil oziroma mu je ta postopek že v procesu, kako naj potem zasede drugačno mesto v primarni družini, potem ko se je zunaj primarne družine že izgradil v nekoliko bolj drugačno osebo? Mislim, tako da je tako, kar je, se pravi, da ko pride nazaj, da je to, kar je, pač pristano, drugačen. Zdaj, to lahko pomeni, da bojo tudi kakšni konflikti, konflikti v smislu nesprejemanja, neodobravanja, kakšnih čudnih pogledov, vprašanj, tako da, ja, se mi zdi, mislim, pomembno je, da ne hodimo z neko masko nazaj, ker če bomo hodili z masko nazaj v svojo primarno družino, potem nam bo hitro ratalo zelo naporno pa zelo odveč in na dolgi rok tudi starši ne bojo več zadovoljni, ker bomo nehali prihajati, in ne bomo več tam in nas bojo začeli pogrešati, tako da fino je, če lahko del te rasti tudi nekako podelim z njimi, ali pa jim da malo pogleda v to in potem vidimo, kaj se zgodi, ali bojo zainteresirane, jih bo zanimalo, ali bojo radovedni, kaj se z mano dogaja, ali bojo ratali odklonilni, ali kakorkoli, ampak to je pač neko tveganje, ki ga moramo prevzeti.
Ja, ne vem, če sem odgovoril. Če sem dobro razumel vprašanje. No. Ja, pravzaprav je šlo samo za to, kako naj se otrok, ki se je zunaj primarne družine že spremenil, se je izgradil v nekaj drugega, kar je bil znotraj primarne družine, kako naj se potem, kako naj zasede neko drugačno mesto, drugačno vlogo v družini, če mu ne pristoji več ta vloga otroka. Ne. Ja, pač tako, kakor je, ne, sej. Te vloge se nekako spogajajo, ni tisto, da nam starši nekaj obesijo, pa mi to nosimo. Ne? Kot otroci nimamo druge izbire, ker smo še preveč psihološko šibki ali pa neopremljeni, ali pa pač nekako vzamemo tisto, kar nam starši dajo. Sej, malo je že tisti temperament, ki vabi v neke vloge, če smo bolj ekspresivni, bomo lažji klovnik, lahko pa tudi ratamo strelovod oziroma grešni kozli. Ampak v resnici nimamo zares neke besede pred tem, kakšno vlogo bomo dobili. To nam nekako starši nezavedno tudi v resnici dajo. Ko smo odrasli, pa se pač bomo nekako spogajali, če nas bojo oni nekako tiščali še vedno v neko vlogo, ne vem, dvornega norčka, mi še vedno lahko zelo zrelo komuniciramo nazaj, veste, in potem pač ta vloga nekako bojo tudi oni obupali, oziroma bo nekje obležala, nekje v luftu, ker je mi ne bomo vzeli na sebe, tako da jaz tukaj ne vidim v resnici nekega problema ali pa neke dileme, kako to narediti. Pač smo taki, kot smo, spremenjeni, drugačni in z eno tako držo pač pridemo nazaj v familijo in komuniciramo. Pa še mogoče za konec še to, kaj bi nazadnje lahko sporočili vsem tistim, ki se s to fazo trenutno soočajo, tako staršem, ki so na eni strani te dinamike, kot tudi otrokom na drugi strani, pri čemer bi posebej lahko izpostavil tudi vse študente, za katere je to obdobje še posebej značilno. Kakšno spodbudo bi dal? Ja, tako. Jaz mislim, da je to zelo dragoceno obdobje, kar včasih je zelo težko, ampak je dragoceno in da se ga splača živeti na polno raziskovati, se ne bojiti tudi nekih napak, se ne bati tvegati, sploh v teh najbližjih odnosih. Se mi zdi, da tudi če pogledam to svojo izkušnjo, takrat, ko sem najbolj tvegal v odnosu s svojo ženo, v smislu, da sem dal na kocko vse, a me bo sprejela taka, kakor sem, ali pa bo pač šla narazen, da so bile to situacije, ki so bile najbolj dragocene za mene, ki so bile najbolj zdravilne, ki so najbolj za mene osebno, ki so bile najbolj tudi močne za najbolj odnos, ki so najbolj povezale, si podeliti v bistvu te najbolj težke izkušnje, najbolj tvegati. To je bilo najbolj na koncu, se najbolj obrestovalo. In tudi v primarni familiji sem zelo hvaležen v bistvu mojim, da sta bila sposobna tudi kakšne stvari, kakšne očitke slišati, ampak je bil tudi kakšen del naporen in za njo in za mene. Ampak če tega ne bi naredil, potem bi gotovo izpustil eno priložnost in za njo in za sebe, da bi se lahko spremenili in v bistvu zaživeli bolj pristne odnose, kakor so pa bili. Tako da bi vam želel pogum pri teh tveganjih, da bi si upali tvegati. Gospod Rutar, najlepša hvala za to spodbudo in pa za odgovore, ki ste jih podali na vsa zastavljena vprašanja. Preden pa se poslovimo, naj velja še vabilo k nadaljnjemu spremljanju naših dejavnosti v Jezuitskem kolegiju. Obiščete lahko našo spletno stran jezuitskikolegi.si. Prisotni pa smo tudi na drugih spletnih platformah. Sledite nam lahko recimo na Facebooku, kjer imamo ime Jezuitski kolegi v Ljubljani. Prisotni smo tudi na Instagramu kot Jezuitski kolegi. Imamo pa tudi YouTube kanal,
kjer bo objavljen tudi posnetek tega predavanja, da si ga lahko še enkrat pogledate, če želite. Na teh platformah boste tudi lahko dobili informacije o že naslednji večerni akademiji, torej januarski večerni akademiji, na katero ste prav tako tudi lepo vabljeni. Seveda naj vas povabim še k temu, da nam pišete, zelo bomo veseli raznih odzivov, raznih poizvedb in morda tudi kakšnih predlogov za naprej. Gospod Rutar, še enkrat se vam v imenu vodstva Jezuitskega kolegija iskreno zahvaljujem za vaše predavanje, za vso pripravljeno vsebino. Prepričan sem, da bomo od tega dogodka nocoj lahko vsi veliko uporabnega odnesli za naprej. Hvala lepa. Zdaj pa je čas, da se tudi vsi poslovimo. Iskrena hvala v imenu kolegija vsem za udeležbo. Upam, da bomo v prihodnosti še ostali v stiku in da se bomo še srečali še na kakšnem prihodnem dogodku, ki bo potekal v organizaciji Jezuitskega kolegija v Ljubljani. Vse dobro torej želim, nasvidenje in lahko noč. In blagoslovljene praznike vsem. Hvala enako.